Na moje povabilo so danes v jedrski elektrarni Krško poslanci iz Evropskega parlamenta, tako iz Hrvaške kot iz Slovenije, prav tako posavska poslanca v državnem zboru, kakor tudi župana Krškega in Sevnice. Osnovna ideja je v tem, da v objektu, za katerega vsi vemo, da je že odlično delujoč 40 let, da se tudi sestanemo predstavniki iz obeh držav. Vemo, da že 20 let na osnovi meddržavne pogodbe je vzpostavljeno tudi odlično sodelovanje, ki omogoča na eni strani normalno delovanje, razvoj tega objekta, jedrske elektrarne Krško, kakor tudi finančno in tudi sicer strokovno omogoča nadgradnjo energetike v našem prostoru, kar se je nadgradilo v preteklosti že z hidroelektrarnami, širitvijo Brestanice, konstantnimi obnovami na objektu jedrske elektrarne v Krškem, kakor tudi z ambicioznimi načrti glede jedrske elektrarne Krško 2. V Evropskem parlamentu in sicer v Evropi vemo vsi, da je danes energetika zelo vroča tema, ki v marsičem tudi razdvaja, predvsem ko pridemo do jedrske elektrarne. Se je pa nekaj pokazalo in je več kot jasno in tudi z sprejetjem taksonomije v Evropskem parlamentu, se pravi finančne uredbe, ki uvršča jedrsko energijo, pa tudi plin kot tehnologije, ki omogočajo prehod v nizkoogljično družbo, se razmislek in tudi ideje o novi jedrskih elektrarnah po Evropi, širom po Evropi širijo, imajo dobro osnovo in tudi v številnih državah se o tem odloča. Moje stališče je že dlje časa, se poznamo, odkar sem tudi bil župan v občini Krško, pa tudi do danes ni nič spremenilo. Varno obratovanje, to, kar v Krškem zagotovo imamo, konkurenčno proizvedena elektrika, ki omogoča razvoj družbe, sodelovanje v lokalnem prostoru so osnova za to, da lahko tudi delujemo naprej. Imamo v zadnjih letih velike napredke, danes smo se prepričali, da že stoji in bo v kratkem bilo začeto tudi odlaganje oziroma skladiščenje gorilnih elementov, zelo velik izziv, še bistveno večji, kot so nizko in srednjo radioaktivni odpadki, za skladišče oziroma odlagališče katerega pa ima ARAO tudi že gradbeno dovoljenje. Vesel sem, da smo se v takem obsegu danes tu zbrali, da smo tudi slovenski in hrvaški evroposlanci še enkrat več pokazali, da je treba na različnih področjih sodelovati, da je Krška jedrska elektrarna primer dobrega sodelovanja in da je podobno, kot je to izziv širom po Evropi, ko veliko govorimo o čezmejnem sodelovanju, čezmejnih povezavah, tudi velik izziv za področje energetike v prihodnje. Bodisi bomo govorili o jedrski elektrarni, bomo govorili o LNG terminalih ali pa o ostalih izzivih na tem področju.